Naslednji prispevek nosi naslov Posebnosti načrtovanja in gospodarjenja v mestnih gozdovih. Avtorja sta dr. Andrej Bončina in dr. Tina Simončič. Samo predavanje bo predstavil kolega profesor dr. Andrej Bončina. Andrej, izvoli. Hvala lepa, pozdrav vsem. Lepo je videti toliko znanih obrazov tukaj, moram priznati. Čeprav so se nekatera imena že izgubila, podobe so pa žive. To sva pripravila skupaj z Tino Simončič, ki raziskovalno sodeluje z našo katedro, predvsem na področju mestnih gozdov in generalno večnamenskega gospodarjenja. Pogosto trdimo, se zavedamo, da je Slovenija izjemno raznovrstna glede naravnih danosti, socialnih, ekonomskih razmer, pomena gozdov. In vprašanje za vas, ali pa za vse nas je, ali se v zadostni meri tega zavedamo, ali to res upoštevamo pri pripravi načrtov glede vsebine, postopka, gospodarjenja. In tukaj v sredju so pravzaprav prikazi iz mestnih gozdov, ki tudi predstavljajo neko posebnost, ki jo je treba upoštevati pri načrtovanju in gospodarjenju. Kaj so mestni gozdovi, je bilo danes veliko, se pravi, na nek način njihov pomen določen z lokacijo. In težko je tudi to predstavljati v črno-beli tehniki, so mestni gozdovi, niso, gre za nek gradient. In morda je treba tle spomniti tudi to, ker morda ni znano, da se je ta vloga mestnih gozdov skozi čas spreminjala in v mnogih zgodovinskih virih za evropska mesta, pa tudi naša mesta, lahko vidite, da so imeli včasih tudi druge vloge, zelo pomembno vlogo, je že danes omenjeno, so imela torej ta mestni gozdovi za preskrbo prebivalcev z drvmi. Z razvojem družbe se je ta pomen spreminjal in danes seveda so pomembna zaradi številnih socialnih, ekoloških funkcij. In ena takih je seveda povezana z dostopom, z obiskom. Zato smo v tej predstavitvi, to predstavitev razdelili na 3 glavne dele. Najprej, kakšen je sploh obisk v gozdovih Slovenije, pa mestnih gozdovih, kakšne so posebnosti načrtovanja in gospodarjenja in potem še nekaj tem kot izzivov. Ta prvi del je bil narejen na podlagi telefonske ankete, ko velik vzorec, reprezentativen vzorec, v času covida, kar morda malo vpliva na rezultate. Tukaj je nekaj rezultatov glede pogostosti obiska, ki so bili kar presenetljivi zame vsaj. Pač Slovenci zelo pogosto obiskujemo gozdove. Samo 7% vprašanih ne zahaja v gozd. Večina se zadržuje v gozdu od pol ure do 2 ur. Največ obiskujejo gozdove, ki so oddaljeni do 5 kilometrov, prav so blizu. Nekje skupaj 20% tudi ljudi, tudi gozdove, ki so več kot 5 kilometrov oddaljeni. Pri namenu že malo vidimo na te razlike med prebivalci iz mest, iz večjih naselij in ostalimi ali pa skupnimi. Torej, ampak v ospredju, še to moram povedati, tukaj je ta seštevek seveda večji kot 100, ker so anketiranci lahko izrazili do 3 namene, ampak glavni razlogi so sprehod, iskanje miru, opazovanje, doživljanje narave, nabiralništvo, športne aktivnosti, lastniki verjetno ogled in nadzor gozdov in pa delo v gozdu. Čeprav uživajo torej te socialne funkcije gozda, so na vprašanje, kaj je za njih pomembno, torej katere so pomembne funkcije gozdov, izpostavili okoljske funkcije. In to se v naših anketah nekako
ponavlja. Ne. Na drugo mesto so potem socialne in potem les in druge stvari. Potem so nas zanimale preference, ne, kaj mi je všeč in kaj jih moti. In tukaj so bile ocene od 1 do 5, 3 je tista mejna ocena, nad 3 je tisto, kar je ljudem všeč, pod 3, kar jih moti. Ne. In torej všeč so jim zavarovana območja, vodna telesa v gozdovih. Zanimivo, visoka ocena za sečno in spravilo kot en sestavni del gospodarjenja, visoka ocena nad 3. Potem nas je zanimalo, ali so kakšne razlike med oblikami gozdov, ampak tukaj ni bilo nekih velikih razlik. Zelo jih moti prisotnost odmrlega drevja oziroma tako zanemarjeni gozdovi. Potem smo se spraševali tudi, kateri tipi gozdov so ljudem bolj všeč. Smo pričakovali razlike, pa so jim vsi zelo všeč, ne. Vse je ocena nad 4. Torej, ne vem, glede debelega drevja smo pričakovali višje ocene, pa jih ni bilo. In potem so tudi odgovarjali na vprašanje, kateri so moteči obiskovalci za njih, ne, ki obiskujejo gozdove, in veliko večino, torej 90% motijo predvsem motoristi v gozdnem prostoru, okoli 50% kolesarji, veliko manj, torej 10-15% sprehajalci in kolesarji. Toliko obiskov, ne. Take ankete so, torej to javno mnenje, ne, tudi priporočam za pripravo načrtov na nižji ravni, da dobimo vpogled v preference lokalne skupnosti ljudi. Zdaj, če gremo na to drugo vsebino, drugo temo, načrti za mestne gozdove. To področje v svetu se zelo razvija, ne, raste, treba to povedati, in so pristopi tudi po svetu zelo različni. Je pa vse več mest v svetu s strategijami gospodarjenja z mestnimi gozdovi. Mogoče bi tukaj priporočil to evropsko platformo, ta prva slika, tukaj moram pokazati takole, ne, ki je dostopna na spletu in se razvija v okviru Evrope. Zdaj, pri tem prikazu, torej preštudirali smo veliko teh različnih virov, pristopov, načrtov, je treba pa opozoriti na nekatere razlike. Ko prenašamo ta spoznanja iz sveta, torej iz globalne ravni na Slovenijo, ne. Torej v večini primerov se te načrti ukvarjajo predvsem s posameznim drevjem. Drevesa na ulici, na trgih, parkih, veliko manj, če sploh, ne, v nekaterih tudi ne, se pod ta urban forest razume gozdne ekosisteme ali pa sestoje. Mogoče je tule Evropa malo drugačna, no, ampak če gledamo globalno, se pravzaprav pod tem pojmom predvsem ukvarjajo z drevjem. Potem v načrtovanju je ta pristop od spodaj navzgor, ne, zadeve iniciirajo interesne skupine, lokalne skupnosti za pripravo teh načrtov. Ker se ukvarjajo predvsem z drevjem, ne, ni v teh načrtih veliko govora o tem gojenju, kot ga poznamo pri nas, ne, ali pa pridobivanju sečnje, ampak je večina ukrepov s področja arboristike, mogoče tudi sadnje. Potem mogoče tudi, katere so strategije povezane z drevjem. Tak pomemben standard, ne, znak je pravzaprav, koliko je tega drevja, kakšna je pokrovnost, koliko je število, in zato se borijo povečati, ne, število dreves v mestih, optimizirati razmestitev, izboljšati stanje in s tem funkcije tega drevja za ljudi. Ostale teme, ki so pomembne v teh načrtih na globalni ravni, so sodelovanje, upravljanje, infrastruktura, izobraževanje in podobno. In mi smo razvili potem postopek, ne, kakšen pa naj bi bilo pristop pri načrtovanju in upravljanju z mestnimi gozdovi pri nas ali pa v Evropi, ker mislimo pod mestnim gozdom dejansko površine, ki se štejejo za gozd. Zdaj, če pogledamo to shemo, je ta del pravzaprav zelo podoben, enak, ne, če bi rekel samo faze, kot je v vseh gozdovih. S to pomembno razliko, da je vsebina
teh faz mora biti prilagojena posebnostim mestnih gozdov. Precej drugače pa ta desni del tukaj, ne, kjer si treba odgovoriti najprej na neko vprašanje, torej kaj je izhodišče, ne, zakaj sploh nekaj načrtovati, kaj bi radi z načrtom dosegli, katero je območje mestnih gozdov, kako ga določiti, kakšna naj bo struktura takšnega načrta, kakšno moč bo imel takšen načrt, kako, če ga usporedimo z drugimi dokumenti, načrti, ki že obstajajo, kakšne bodo pristojnosti, odgovornosti povezane z načrtom. No, in če so tukaj odgovori pozitivni, ne, ja, to je potrebno, ne, potem je ta naslednja stopnja vizija, ne. To je zelo pomembno izhodišče za lokalno skupnost, da se na nek način sprejme, poenoti sploh to predstavo, kakšni naj bo gost, kakšne naj ima funkcije, zakaj naj bo pomemben za lokalno skupnost. In ko so to razčiščeno, gre potem na ta potem zadevo na načrtovalni postopek in se ta vizija upošteva praktično v vseh fazah. Značilnost je seveda tudi to, kar je bilo že omenjeno, da ta del, ne, in celoten postopek teče v nekem intenzivnem sodelovanju, participaciji in pa seveda podpori lokalne skupnosti, sicer je zadeva težko izvedljiva. Zdaj, ne se ustrašiti, ne bom tega vsega razlagal, ampak želel bi opozoriti, ker ni časa, samo na nekatere take vsebine, ne. Če govorimo o inventuri, ne gre za klasično gozdno inventuro, kot jo sicer izvajamo, ampak seveda nas zanimajo ta zahteve, interesi, nesoglasja strani ljudi, uporabnikov, ki jim je to pravzaprav ta prostor namenjen. Potem bi se dotaknil vprašanje, torej če cilje spustimo, ne, ki so zopet specifični in zahtevajo neko drugačno strukturo in sestavo gozdov, gre za vprašanje, pogosta tema je posek, ne. Kakšen naj bo posek? Posek je treba razumeti kot orodje za oblikovanje gozda. To je ukrep nege, da se oblikuje ustrezna sestava in struktura gozdnih sestojev. In ko je enkrat dosežena, jo je treba vzdrževati. Vzdrževanje pomeni, da je posek visok, da je lahko enak prirastku. In mi sam menim, da to ni problem. Problem je, kako se ta posek izvaja. In tukaj priporočam postopnost, torej razpršenost in pa stalnost. Ne enkrat na 20 let, 30 let in takrat na veliko, ampak stalnost. Ta stalnost in majhnost, da tako rečem, ima tudi druge pozitivne učinke. No, ta postopek smo potem uporabili v teh primerih, kot jih je omenila že Tina, primer Ljubljane, strategije, ne, cilji, vsak cilj ima usmeritev, potem sledijo aktivnosti. No, prav aktivnosti oziroma te projektne aktivnosti so taka dodatna posebnost načrtov za mestne gozdove, ker presegajo te okvire običajnega načrta za gozdna območja. Tukaj je možno vključiti deležnike, opredeliti odgovornosti in stroške. In tukaj nekaj potem bistveno izboljšajo rabo mestnih gozdov. En tak načrt, ki je precej sledil, ne, ki je precej bil sodoben v tistem času, pa je bil mogoče malo prezrt, je izdelal Svit Trkman v okviru diplomskega dela za Panovec. In je temu na nek način že takrat temu postopku sledil. Zopet temelji na anketah, sodelovanju z obiskovalci, coniranju, podrobnem coniranju območij, evidentiranju območij z potencialnih nesoglasij, določanju teh projektnih aktivnosti v prostoru in na koncu, ne, tisto, kar je mogoče tam potem ni zaživelo, ta relacija glede upravljanja, relacija med lastniki gozdov, deležniki in Zavodom za gozdove. To je tisto ključno, kar bi, ne, če bi do tega dogovora prišlo, kar bi potem sprožilo tudi boljše izvajanje oziroma upravljanje teh gozdov. Pregledali smo tudi
tudi obiskali kar mnoge mestne gozdove v Evropi in tukaj navajam en primer rabe in gospodarjenja gozdov v Švici, v mestu Zürich. Pretežni, ne bom vsega povedal, omenjal, torej večina so te gozdovi v lasti mesta, potem so tudi lastniki, ki so združeni v asociacije. Deležniki sodelujo pri pripravi regionalnega načrta in funkcije gozdov so tam zelo pomembno načrtovalsko orodje, imajo status prostorskega načrta in v tem določanju, teh coniranju gozdov imajo pomembno vlogo tudi deležniki. Ko je ta načrt enkrat sprejet, sledijo načrti na nižji ravni, ki jih pripravljajo pravzaprav lastniki gozda, obrati, mesto. In potem na podlagi tega tudi gozdarji potem odkazujejo. Pri tem nižjih načrtih te participacije pravzaprav ni več. Kar je bilo tle zame zanimivo, ta gozd sem tudi obiskal, je, da gospodarijo po principih sonaravnega gojenja gozdov, da je pa posek zelo visok, 9 kubičnih metrov. Tukaj so tudi linki, jaz sem potem še ene stvari preverjal, te informacije je posredoval kolega Rose. Dejansko tudi v zasebnih gozdovih je posek 7 in 8 kubičnih metrov na leto in zadeva teče. Takrat tista sečišča zaprejo, ljudje so obveščeni preko aplikacij in je zadeva lepo se izvaja. Kot primer ene dobre prakse bi navedel. Še nekaj izzivov za na konec, to je zadnji slajd. Katere teme se mi zdijo pomembne, ko naslavljamo problematiko načrtovanja in upravljanja mestnih gozdov? Že veliko je bilo omenjenih. Najprej v bistvu vprašanje, kako bomo to umestili, dopolnili gozdno-gospodarske načrte, kdaj izdelati posebne načrte, kako je s projekti, o katerih sem govoril. Potem delo z gozdnimi posestniki. Večina mestnih gozdov je v zasebni lasti. Kakšne koristi imajo? Kakšni instrumenti so na voljo, poleg nakupa, da bi delo, izvajanje ukrepov v mestnih gozdovih izboljšali? To je odvisno od njihovega interesa. Potem zelo pomembno področje, ki tudi morda preveč spregledano, je upravljanje gozdnega prostora, sodelovanje gozdarjev, torej Zavoda za gozdove in ministrstva pri prostorskem načrtovanju. Tukaj je nekaj fotografij, ki nakazujejo problematiko, vprašanje krčitev, vprašanje nedovoljenih posegov, ograjevanj in podobnih stvari. Potem posodabljanje pravnih predpisov, ki zadevajo mestne gozdove, posodobitev načrtovanja, predvsem to, kar je bilo že omenjeno, vprašanje komunikacijskih aktivnosti, predstavitev vsebin načrtov na drugi način, ljudje ne bodo šli brati načrtov gozdno-gospodarskih enot, te vsebine, povezane z mestnimi gozdovi, je treba predstaviti na zelo drugačen način. Krepitev gozdarske inšpekcije s prisotnostjo. Gozdarska inšpekcija ima pomembno vlogo, tukaj so interesi raznovrstni, pritiski veliki, da se nesoglasja pravočasno preprečijo in pa seveda zelo pomembno iskanje podpore lokalne skupnosti. Ker sami teh stvari ne bomo premaknili, potrebujemo podporo, potrebujemo partnerje, kot je Robert omenil, da bo to gospodarjenje z mestnimi gozdovi uspešno. Zdaj, kot mogoče zaključno misel, sicer je bilo omenjeno, da je urbano gozdarstvo pri nas staro 25 let, ko je malo zadeva bolj sistematsko urejena. Torej, primeri ravnanja, upoštevanja posebnosti mestnih gozdov so seveda veliko starejši. Tukaj smo lahko samozavestni gozdarji, imamo primere zelo dobrih praks, kako se z mestnimi gozdovi v Sloveniji dela in to je lahko za vse nas dobro izhodišče za aktivno razvijanje tega področja v okviru gozdarstva. Hvala lepa.